Torej, še enkrat dobrodošli na webinarju Kakovostne informacije iz prve roke. Moje ime je Peter Slepšak in dobrodošli v okviru webinarja oziroma projekta Otroški zaklad Zgradimo našim otrokom varno prihodnost. Namen današnjega webinarja je spoznati trenutno situacijo, definirati problem, najti rešitev in dobiti informacijo, kako se lotiti rešitve problema na to trenutno situacijo. In tako v bistvu poskrbeti tako zase, kot tudi za vaše, naše otroke. Tudi sam sem starš, tako da se isto soočam z izzivi, skrbi me v bistvu za prihodnost generacije mojih otrok. Mogoče manj celo za finančno prihodnost, kakor dejansko za prihodnost, kako bojo živeli, kakšne vrednote bojo imeli, kako se bojo družili. Tako da pomembno je, da jih probamo poučiti, jim dati čim več informacij, ki so nam koristile in ki bojo koristile njim in se tudi bojo lažje prilagodili časom, ki prihajajo. Ja, zaključite trditev sami pri sebi mogoče. Denar je. Bogati ljudje so. Če bi obogatel, bi. Denar prinaša. Se pravi, če so bili te odgovori na to trditev nekako pozitivni, imate potem tudi pozitiven stav oziroma pozitivna globoka prepričanja o denarju. Če so bili te odgovori negativni, so potem verjetno tudi vaša globoka prepričanja o denarju negativna. In statistično gledano se dejansko pozna lahko na tem, kakšna prepričanja imate tudi na vaši denarnici. Se pravi, nekdo, ki ima negativna prepričanja o denarju, ima tudi, bom rekel, ponavadi malo tanjšo denarnico, kakor nekdo, ki ima bolj pozitivna prepričanja o denarju. Ja, dejansko z denarjem imamo opravka vsak dan in to večkrat na dan, ampak v različnih raziskavah iz večjih držav je pokazalo, da dejansko je denar bistveno večja tabu tema, kakor na primer religija, ki je na 5. mestu. Večja tema, kakor hude bolezni, se pravi, o tem se ne pogovarjamo radi. Večja tabu tema kot politika, večja tabu tema kot spolnost. Se pravi, dejansko je, bom rekel, debata o denarju največja tabu tema sploh. Se pravi, tisti, ki imajo manj denarja, se ne želijo pogovarjati o denarju in tisti, ki imajo več denarja, ne želijo povedati, bom rekel, kakšne dobre izkušnje. Tako da v principu vemo o način, če se ne pogovarjaš, potem tudi ne moš pridobiti izkušenj na tem področju. Mogoče, če pogledate tukaj, kaj vidite. Se pravi, večina vas bo verjetno rekla, vidim neke packe, mogoče neke otoke sred morja, skratka, veliko odgovorov, ampak če bolj pozorno pogledate, lahko mogoče zdaj vidite jezdeca. Se pravi, tukaj je njegova glava, jezdeca na konju, tukaj njegova glava, potem jezdec, klobuk od jezdeca, rep od konja, noge. Skratka, upam, da vidite konja, mogoče lahko tudi kakšen znak date, da vidite konja ali ga ne vidite. Zdaj pa probajte pogledati to sliko in da ne vidite jezdeca. Malo teže. In enako je za informacijami. Če v bistvu teh informacij, ko jih enkrat dobite, absorbirate nekih novih informacij, jih ne boste nikoli pozabili. V bistvu še raje boste šli še bolj raziskovati te informacije. In ravno to je tudi tema, da danes dobite informacije in jih začnete absorbirati in morda še, bom rekel, dodatno raziskovati na tem področju zaščite premoženja, kako varčevati za otroka, kako otroka nazadnje naučiti
o varčevanju. In tukaj bi vam postavil eno zanimivo vprašanje, torej, ali imate raje sebe oziroma vašega otroka, ali imate raje Mercator, Elektro Ljubljana, T2, Tuš, A1, Genij, Hofer, Apple, Mercedes, BMW, Zakaj v bistvu to poudarjam? Ja, zelo preprosto, ker ponavadi, ko dobimo plačo, gremo vsi najprej v trgovino, gremo še to kupiti, pa to kupiti, pa to bi še imel, pa bi še imel, pa to še za otroka, namesto da bi najprej nagradili sebe. Se pravi, da od tega denarja, ki ga imamo, damo ta prvo za sebe nagrado, da si damo na stran 10% za svoje v bistvu dolgoročno varčevanje in za povečanje varnosti, ki jo v bistvu še kako potrebujemo za čase, ki so lahko tudi nepredvidljivi. Skratka, če govorimo o varčevanju, ponavadi rečemo tako, da prvo bom dobil, ko dobim plačo, bom vse kupil, kar bom rabil, in če mi na koncu meseca kaj ostane, bom dal na stran. Sprav, tukaj vam predlagam, da učite vašega otroka in tudi sami, da tako ravnate, ko dobite denar, plačo, kako bom rekel nagrado, dajte 10% na stran in potem probite skozi mesec zvoziti s temi 90%. Vse, če vam zmanjka, lahko še vedno si vzamete iz rezerve. Ampak, bom rekel, te videli, koliko se boste hitro navadili živeti za 90%, namesto za 110%, kakor zelo veliko ljudi tudi živi. Zakaj je to pomembno? V bistvu zato, ker pomembno je vedeti, da časi, ki so v bistvu, ki so danes, so že zelo turbulentni, in časi, ki bojo še bolj turbulentni. Zakaj tako, bom rekel, trdim? Tukaj je v bistvu izjava Christine Lagarde, ona je predsednica Evropske centralne banke. Ona, se pravi, zanimivo pravi, Evropska centralna banka ne bo nikoli bankrotirala. Se pravi, kaj s tem pove? Se pravi, če bi zmanjkalo denarja, bo pač naprintala novega. In to nam pove, da v principu mi sami, če ne pazimo, lahko bankrotiramo bistveno hitreje. Banki v principu ni treba paziti, ker tako in tako ne bo bankrotirala. Ampak take izjave, oziroma ne izjave, taka dejanja so vedno pripeljala do tega, da je denar postal nič vreden. Skratka, da se je denar razvrednotil, da je prišla inflacija. In tole je v bistvu, bom rekel, izsek iz, ne boste verjeli, učbenika za učitelje izdanega strani Evropske centralne banke, kjer pravi, da v bistvu je inflacijo mogoče razumeti kot skriti davek na gotovino. Glede na to, da zdaj tudi denar na banki nima nobenih obresti, lahko dejansko rečemo, da je inflacijo mogoče razumeti kot davek na denar. In v bistvu v Ameriki se je v 2 letih inflacija, recimo 3-krat v prejšnjem stoletju, zelo hitro dvigala. Se pravi, praktično nič, oziroma 1% na 20%, iz 0,5% na 19%, iz 2,9% na 12%. Statistični podatki v tem trenutku so sledeči, da je v Sloveniji trenutno 2,4% uradna statistična inflacija, v Ameriki kar 5,4%. Čeprav, če bom vas vprašal, boste zelo verjetno rekli, da je to v principu sploh ni res, da je v bistvu inflacija še bistveno večja. Še posebej, če pogledamo na črpalko, koliko stane en tank danes ali pa koliko je stal v začetku leta, vidimo, da je inflacija bistveno večja. Vse se kaže, da se bo podražila bistveno tudi elektrika, plin, skratka ogrevanje. In to lahko močno vpliva tudi na ostale cene. Ja, to je v bistvu taka mila varianta, ki smo tukaj pogledali. Imeli smo pa ne samo v Jugoslaviji, ampak imeli smo tudi v Nemčiji, bom rekel, hiperinflacijo. To je bila v bistvu po prvi svetovni vojni. Tukaj je prikazan primer hiperinflacije. Zakaj to govorim? Ker se mi zdi, da je to
pomembno in je to praktično neke vrste splošna izobrazba, ki bi vsak mogel poznati. Ja, primer hiperinflacije, ki se je zgodila samo v 4 letih, se pravi od januarja 1919 do praktično konc leta 1923. In če pogledamo, koliko je bila takrat vredna ena unča zlata, se pravi, ena unča je 31,1035 grama, se pravi dobrih 31 gramov, je takrat stalo 170 nemških mark. No, potem čez eno leto je ta ista unča stala 1340 nemških mark. Pa zopet čez eno leto 1349 mark, se pravi, sploh se ni nič spremenilo. No in pol že naslednje leto je stala trikrat več, 3976 mark. Poglejte, prvi skok, se pravi, v samo enem letu je cena te ene unče zrasla na 372.477 mark. Se pravi, zakaj se je to zgodilo? Ja, zelo preprosto. Nemška centralna banka je povečala printanje denarja. In to je bil edini razlog, da se je cena zlata in ostalih dobrin tako hitro povečevala. Ampak to še ni bilo vse, Se pravi, vidite, tukaj je tempo nadaljevanja, dejansko do konca tega istega leta 23 je postala cena ene unče, a zna kdo tukaj prebrati, se pravi 87 milijard mark. Se pravi, vidite v principu, kako hitro se lahko razvrednoti denar in jaz upam, da se kaj takega ne bo zgodilo, ampak že če pridemo iz tega obdobja januarja 2022 na 2023, je to, bom rekel, 100-kratno razvrednotenje oziroma povečanje cen, bom rekel, dobrin. Tako da, kako, bom rekel, nam kaže, si pa pogledamo s to preprosto formulo. To so me tudi v bistvu na faksu učili in sicer rast količine denarja v obtoku je enako gospodarska rast plus inflacija. In če se mi pogledamo korona lansko leto, nismo imeli praktično nobene gospodarske rasti, tudi nismo imeli nobene kakšne hude inflacije, ampak količina denarja v obtoku je zrasla pa za 34%. Zdaj, nisem glih najboljši v matematiki, ampak res vem, da tole pa nekako ne štima. In da to nek gotov udar ven, ali tukaj, bom rekel, v gospodarski rasti ali pa v inflaciji, če je tako, ker tako ne more biti. In če pogledamo letošnjo leto, sicer imamo 6,5% gospodarsko rast, dobro, na drugi strani imamo tudi 7% zadolžitev v višini BDP-ja, imamo 2,5% inflacije v tem trenutku, zdaj podatka, koliko je zrasla količina denarja v obtoku v tem trenutku še nimam, ampak mislim, da je precej večja. Kaj bo v naslednjem letu? Menim, da bo kljub temu, bom rekel, gospodarska rast bo bistveno nižja kot zdaj, inflacija bo bistveno večja, zato ker iz tukaj udarja ta preveč denarja in pa iz tega leta in iz tega leta bo tudi, po mojem mnenju, zelo velik vpliv še na inflacijo ravno zaradi printanja denarja. Tole je v bistvu pravijo bilanca virov na strani Evropske centralne banke ali po domače rečeno, koliko novega denarja se je natisnilo. Zdaj, to ni direktno mišljeno tako, da se natisne nov denar, ampak v bistvu Evropska centralna banka odkupuje državne obveznice in ko odkupi državno obveznico, da denar državi, ki ga potem porabi, recimo za korona spodbude, recimo, ali pa za gospodarske pomoči, subvencije in tako naprej. Skratka, Evropska centralna banka, ko je bila ustanovljena, če se ne motim, leta 1991,
Oni so rekli, da ne bojo nikoli, to je bilo tudi v statutu zapisano, odkupovali državnih obveznic. Se pravi, zdaj trenutno stanje je, da Evropska centralna banka na mesec odkupi za približno 80 milijard evrov državnih obveznic. Zračunajte si sami, koliko je to na leto. In če pogledamo, v teh 13 letih, kolikor je tukaj na grafu, se je količina denarja v obtoku povečala za preko 400%, to je preko 13% na leto, in se pravi v letu 2020, vidite tukaj, za 34%. Ja, dostikrat se pol vprašamo, glede na to, da države toliko dolga izdajajo, se vedno bolj zadolžujejo, tudi Slovenija je že nekje na okrog 80% zadolžitve BDP-ja, lahko pride do bankrota, oziroma sploh države bankrotirajo, kaj se potem zgodi. In zanimiv podatek je, da večina od 66 najbolj razvitih držav na svetu, ki ustvarjajo več kot 90% svetovnega BDP-ja, so bile enkrat ali celo večkrat v bankrotu. Torej, bankrot ni izjema, temveč pogosta rešitev napačnega poslovanja. In tukaj se lahko res vprašamo potem, kaj je potem resnično pravi virus. Ali je to v bistvu COVID, ali je to virus javnega dolga. Ker v tem trenutku se javni dolg približuje rekordu 300 trilijonov dolarjev. A si kdo to sploh predstavlja? Se pravi 300 tisoč milijard dolarjev. In pravijo, tako za radiacijo ali pa za inflacijo pravijo, ne vidiš ga, oziroma ne vidiš jo, ne čutiš jo, ko pa pride, je pa običajno že prepozno. In tega se je treba zavedati, danes smo še zelo na začetku in lahko vsi, bom rekel, ujavamo čas in se zaščitimo pred, bom rekel, situacijami, ki so na trgu, od katerih lahko slišimo že tudi veliko opozoril, kaj se dogaja, samo še reagirati je treba. Tudi na trgu nepremičnin, ne samo v tujini, tudi v Sloveniji že opozarjajo ekonomisti, da lahko pride do obrata, se pravi, da lahko pričakujemo ne samo upad cen stanovanj, ampak drastičen upad cen stanovanj. Torej, scenariji, ki se lahko zgodijo v prihodnosti. Zdaj, če bi vprašal vsakega od vas, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, bi težko v bistvu zadel, ampak če gremo čisto na ekstremne scenarije, lahko rečemo vojna, ki je ne moramo izključiti. Kot scenarij gospodarska kriza tudi ne moramo izključiti. Lahko bo enako kot danes. Lahko bo pa, kar si vsi želimo, bolje kot danes. Tako da, ja, ni pomembno, ali znamo pravilno napovedati prihodnost, bolj je pomembno, da smo na vsak možen scenarij pravilno in dobro pripravljeni. In kaj ima to veze v bistvu z našimi otroci? Je zelo veliko veze ima to, zaradi tega, ker v bistvu otroci najbolj, bom rekel, gledajo nas in v bistvu jih najbolj se dotakne učenje z zgledom. Se pravi, če smo mi pripravljeni, se bojo otroci počutili varne in bojo v bistvu tudi v naslednjih generacijah podobno reagirali, kakor ste vi. In zato, bom rekel, hvala, da ste tukaj, kajti v principu vi, ki ste tukaj, se resnično zavedate pomembnosti dodatnih informacij. In dejstvo je, da kakor je rekel tale gospod na sliki, to je Lord Rothschild, da živimo v največjem eksperimentu v svetovni zgodovini. Ker še nikoli do zdaj nismo imeli toliko nizkih obrestnih mer, negativnega donosa na dolg in pa printanja denarja, in to so v bistvu deli največjega finančnega eksperimenta z, kot piše, neznanimi
posledicami. Torej, ne vemo, kako se bo vse to končalo. In seveda ima vsak pravico ignorirati, kaj se dogaja, kriviti druge, osebno pa ne narediti nič, misliti, da je še dovolj časa in pa, oziroma ali takoj prevzeti odgovornost. Kajti pametno in dobro je biti pripravljen na najslabše, vendar vedno verjeti na najboljše. Torej, če pogledamo pol, kako povečati varnost v času, ki prihaja, kaj narediti v bistvu, kako se lotiti varčevanja ali pa kako v bistvu nekaj, bom rekel, kar že imamo privarčevano, tudi v bistvu prerazporediti, razpršiti. V bistvu ugotovimo, da nobena naložba nima samo prednosti, pa samo slabosti. In dejansko, da v principu najbolj povečamo varnost, če premoženje razpršimo. In bom rekel, že stara židovska modrost pravi, razpršimo premoženje na 3 dele. En del nepremičnine, ali gozdovi, hiše, stanovanja, kmetijske površine, ali denarne naložbe, se pravi plus skladi, delnice, investicije v podjetje, oziroma plemenite kovine, zlato, srebro, morda platina, paladij. In zelo dobro je, da v bistvu, ko imate to shemo pred sabo, da ugotovite, oziroma da se vedno vprašate, katere od teh naložb so precenjene, pa katere od teh naložb so podcenjene. In v bistvu, da pogledate, katero naložbo je bilo pol smiselno, če je precenjena, zmanjšati, pa katero naložbo, če je podcenjena, bi bilo smiselno povečati. In v Sloveniji v tem trenutku je nekje stanje tako. Slovenci imamo okrog 75% našega premoženja v nepremičninah, nekje okrog 24% v bankah, vrednostnih papirjih, zavarovalnicah, kriptovalutah in manj kot 1% v plemenitih kovinah. Tudi v svetu je zelo pomembno ali pa zelo podobno, manj kot 1% je v zlatu od vsega premoženja in v srebru še 45-krat manj. Zdaj, mogoče je zelo zanimiv podatek za vse, ki še ne poznate glavne razlike ali pa lastnosti pri zlatu, srebru. Dejstvo je, da se zlato kopiči. Se pravi, ko se nakoplje, se v glavnem ga predela v zlate palce, ki izgledajo tako, kakor jih vidite tukaj v bunkerju v Veliki Britaniji, zlate rezerve Velike Britanije so to, ali se naredijo v bistvu zlatniki, zlate palce manjše za investitorje, nakit, prstani, verižice. Skratka, samo okrog 10% se ga uporabi v industriji. Medtem ko srebro je pa čisto drugače. Srebro ima pa zaradi svojih posebnih lastnosti, se pravi, srebro je najboljši električni prevodnik, ima najboljšo svetlobno odbojnost, ima najnižji kotalni odpor. Ne vem, če poznate, je edini znani katalizator, ki pretvarja nafto v plastiko. Skratka, zaradi svojih lastnosti je srebro v bistvu surovina, ki ima takoj za nafto največ načinov uporabe od vseh surovin na svetu. In nepogrešljiv je v elektroniki. Se pravi, če ne bi bilo srebra, vi danes ne bi mogli gledati, bom rekel, ta webinar, tudi po telefonu s touchscreenom ne bi mogli se premikati. Skratka, ne bi bilo električnih avtomobilov, ne bi bilo, bom rekel, internetne povezave. Skratka, brez srebra ne bi bilo življenja tazga, ki je. In dejstvo je, da se, bom rekel, od vsega nakopanega srebra v enem letu 80% uporabi v industriji in samo 20% gre v naložbe. Glede na to, da gremo v, bom rekel, zeleno revolucijo, kjer bomo v principu skušali svet narediti vse, da bi zmanjšal CO2 izpuste in bo prešel, bom rekel, na električne avtomobile, na pridobivanje energije skozi solarne celice. No, tukaj se bo ekstremno povečalo povpraševanje po srebru in to vam lahko še v bistvu v naslednji uri bi govoril 1 uro, da dejansko
toliko srebra, kolikor bi ga svet za to potreboval, žal ga dejansko ni. In če je nečesa premalo, pridobiva na vrednosti, če je nečesa preveč, kot recimo denarja v obtoku, zgublja na vrednosti. Torej, vprašanje, ki se postavlja, je, katera investicija je pol boljša, se pravi, kdaj je bolje kupiti zlato, kdaj je bolje kupiti srebro. To nas v bistvu največkrat vprašajo, ali starši, ali stranke, rekel, kje dati pol poudarek. Ja, in ravno zaradi tega smo naredili v Elementumu po 15 letih izkušenj posebno strategijo, ki rečemo 7 zvezdic strategija. Zdaj, žal je danes tukaj, ne bom mogel cele strategije, bom rekel, predstaviti. Seveda si jo lahko potem sami se pridete do nje, bom pa tudi povedal, kako. Bom pa razložil 3. od 7 korakov te strategije. Ja, tukaj spodaj vidite, bom rekel, e-mail štipendija@elementum.si, ni namenjen današnjem predavanju, bi pa mogoče ob tem omenil, da podjetje Elementum aktivno sodeluje tudi pri štipendiranju, bom rekel, učencev, dijakov, študentov iz različnih, bom rekel, kategorij, tako nadarjenih kot tudi finančno šibkih, kot tudi dobrih športnikov, tako da, bom rekel, želimo tudi mi nazaj vrniti družbi, ki v principu potrebuje, da lahko naredi določene preboje. Skratka, ja, 3. od 7 korakov strategije pomeni, bom rekel, na kakšen način investirati v plemenite kovine, da pride v bistvu z mesečnimi, bom rekel, koraki do čim boljšega rezultata. In večina, bom rekel, strank ali pa te, ki še niso stranke, razmišlja tako, ok, jaz sem zdaj nekaj investiral v enkratnem znesku, pol bi pa investiral še nekaj mesečno, ali pa za otroka bi pa dajal nekaj rad še na mesec. Kako naj zdaj to dajem? Pol v bistvu otrokov kupam vsak mesec 1 gram zlata ali pa recimo 1 srebrnik, ali se da kako drugače to narediti. In če pogledamo v bistvu na primeru nakupa srebrnikov, se pravi, danes smo oktober, se pravi oktobra, zdaj pri plači kupim 1 srebrnik. Stane 15 evrov in kupim 1 srebrnik. Potem drug mesec, se pravi oktober, november, cena srebrnika zraste na 30 evrov, kupim zopet 1 srebrnik. Potem pade na 10 evrov, kupim zopet 1 srebrnik. Potem zraste na 40 evrov, kupim 1 srebrnik. Pol pade na 5 evrov, zopet kupim srebrnik in se pravi, v bistvu zdaj po 5 mesecih 5 srebrnikov, ki jih moram prodati. Cena je pa v tem trenutku enaka, kakor na začetku, ko smo začeli kupovati. Se pravi, imamo 5 srebrnikov, ki jih prodamo po 15, dobimo ven 75 evrov. Na drugi strani, koliko smo pa za te srebrnike plačali, ker v bistvu moramo zaračunati, da smo naredili plus ali minus. To preprosto zaračunamo, se pravi 15 plus 30 plus 10 plus 40 plus 5. Vidimo, da je to znaša 100 evrov, kar je tudi investicija. Se pravi, dobiček, že vidite sami, je minus 25, torej cepo zguba. To je strategija po eno enoto. Pa se vprašamo, pa je lahko kako drugače, lahko investiramo tudi kako drugače. Ja, seveda lahko investiramo drugače, to je druga strategija za enak znesek. Se pravi, to je, da skupno teh 100 evrov delimo s 5 delov, se pravi 5 mesecev, da lahko primerjamo, to je 20 evrov na mesec. In prvi mesec, ko je cena srebrnika 15 evrov, imamo 20 evrov, potem lahko kupimo malo več kot 1 srebrnik. In bom rekel, točno je 1,33, če bi ga lahko malo tako predelali. Potem drug mesec, ko cena zraste na 30, ne moramo več kupiti enega. To je tudi tako, najboljše tankati bencin za 50 evrov, pol se ti nikoli ne podraži cena benzina.
Skratka, evo, potem v tem primeru, ko je cena 30 evrov, lahko kupimo 2/3 srebrnika. Potem cena upade na 10 evrov, zanimivo, ne, ponovadi, če cene padajo, se ne počutimo dobro, ne. Če pa padajo v bistvu, bom rekel, surovine, bencin, se pa počutimo dobro, ker v bistvu več lahko dobimo, ne. In enako je tukaj tudi pri srebru, se pravi, zdaj lahko v tem primeru kupimo 2 srebrnika. Potem cena zraste na 40 evrov, imamo 20 evrov, lahko kupimo pol srebrnika in cena upade na 5, pardon, to je napakca, lahko kupimo 4 srebrnike za 20 evrov. Se pravi, skupaj smo lahko kupili 8,49 srebrnika. Če to v bistvu zmnožimo za 15 evrov, dobimo 127,35 evra, minus 100 evrov, se pravi investicija, dobimo dobiček, ne. Se pravi 27,35 evra. Tukaj lahko vidite, bom rekel, kakšen način je tudi bolj priporočljiv za mesečna vlaganja, se pravi, ne mogoče kupovati po komadih, seveda je to lepo, ker je v bistvu to lepo darilo za otroke, pa tudi za nas, ne, ampak enostavno se veliko bolj splača kupovati vedno za enak znesek. In v podjetju Elementum smo naredili tudi poseben produkt, kjer lahko kupujete ravno na takšen način vsak mesec za isti znesek. Se bom še pol tudi vrnil na to. Ja, v principu za otroke poznamo različne primere varčevanja. Tudi vi verjetno, ki ste šli v šolo, ne vem zdaj, kjere generacije točno ste, ki poslušate, ampak vem, ko sem jaz šel v šolo, so bili zelo popularni zmajčki, ki smo še dinarje pol noter metali, pa pol so bile pikapolonce, pa te lipujski, skratka. Banke so tudi zelo, bom rekel, spodbujale varčevanje. Zdaj tega kaj veliko več ni, tudi zaradi tega, ker v bistvu donosnost na, bom rekel, depozite je zelo nizka. In danes se v bistvu vedno več ljudi sprašuje, kam pa naj dam pol v bistvu, kako naj varčujem za svojega otroka. Na eni strani ni nobenih obresti, na drugi strani pa bom rekel, če varčujem za svojega otroka, sem pa še kaznovan z ali nižjimi dokladami ali v bistvu nižjimi štipendijami, skratka, kaj naj naredim. Ja, jaz verjamem, da je lahko varčevanje v zlatu pa srebru zelo zanimivo, ne samo za starejše, tudi za otroke. Zakaj? Zaradi tega, ker v principu na dolgi rok, če pogledamo tudi mogoče zadnjih 15 let, zato kljub vsem nihanjem, je nekje v evrih, to je vidno tukaj, vidite, imelo v principu kar 9,3% donose na leto. To pa je bistveno več, kot je v principu obrestna mera na banki. In zelo podobno, če se prej spomnite, ki sem rekel, to, kolikor je zrasla približno količina denarja v obtoku. Se pravi, je v bistvu zelo velika povezava med printanjem denarja in ceno zlata. In v principu ravno zaradi teh nihanj, ker vidite, pač enkrat je letni donos 18, enkrat 138, enkrat 4, enkrat minus 31, pa minus 0,3, pa plus 12, pa minus 1, pa letos v bistvu vidimo skoraj tudi minus 1 v tem trenutku. Ja, super, saj v principu, če cena zaniha navzdol, dobim za isti denar več robe. In to je pa ravno to, da pri varčevanju pri otrokih lahko izkoristimo ta negativna nihanja sebi v prid. Ker je to srednje do dolgoročno varčevanje. In če vemo, da so danes plemenite kovine podcenjene in da bojo v bistvu čez določeno obdobje bistveno višje, je pol v bistvu danes vsaka nihaj navzdol super ugodnost za dober dodatni nakup. Pri srebru je v bistvu to še malo bolj intenzivno, se pravi cene, tako si predstavljate, ko gre cena zlata gor, gre cena srebra hitrejš gor, in obratno, ko gre cena zlata dol, gre cena srebra hitrejš dol.
To je ena pomembna lastnost tudi pri strategiji, ki jo imamo, ki jo lahko tudi spoznate. Ampak gledajte, v principu povprečje zadnjih 10 let, kljub nihajem, je pa še vedno 10% na leto. In v bistvu to je pa v bistvu skrivnost, kako to izkoristiti sebi v prid, ki je pa v principu v tem trenutku še zelo malo Slovencev dejansko pozna. Ja, seveda, pač srebrnik lahko kupite kot darilo in tudi bom rekel, tale srebrnik za veveričko je rekel zelo lepo darilo, tudi zelo dostopno, je v eni embalaži, v tej papirnati vrečki za certifikatov za 26 €, na drugi strani v leseni šatulici za 45 €, gre za srebrnik najvišje čistine 999. Tudi imamo akcijo, kjer v bistvu bomo v enem letu podarili 1000 srebrnikov, se pravi vsak mesec 83 srebrnikov vsem, ki vas zanimajo dodatne informacije na temo varčevanja v plemenitih kovinah. In rekel, se prijavite v izobraževanja, ki smo jih pripravili za vas, ne nazadnje ste tudi tukaj in to poslušate. Tako da vabljeni v nagradno žrebanje. Na drugi strani se pravi, je pa lahko v bistvu varčevanje skozi otroški zaklad kot naložba. Se pravi, pripravili smo posebno varčevanje, kjer lahko v principu vsak posebej že začne varčevati za otroka od 25 € naprej. Se pravi, dejansko brez nekih posebnih pogojev. Tukaj le spodaj, se pravi desno spodaj, vidite tole QR kodo, kdor v bistvu pozna, lahko s telefonom poskenira in vas bo v bistvu vrgel na vprašalnik. Če bi želeli izvedeti več detajlov o varčevanju, o plemenitih kovinah, dajte izpolniti vprašalnik in pa ne nazadnje tudi začeti varčevati ali za otroke ali za sebe v plemenitih kovinah. Torej, če se vrnem na varčevanje v plemenitih kovinah, bi vam pokazal 9 glavnih lastnosti varčevanja. Lahko rečemo, kakor smo pogledali, da je varčevanje v plemenitih kovinah varno in dobičkonosno. Ne nazadnje so plemenite kovine z nami že več kot 1000 let. Tudi donosi preteklih 15 let smo pogledali, so lahko zelo zanimivi. Res je, da garancija za prihodnje donose niso pretekli donosi, ampak kakor vse kaže, bom rekel, sredstva privarčevana v plemenitih kovinah zelo dobro ohranjala kupno moč. Ne nazadnje zgodovina je pokazala, da je varčevanje v zlatu, srebru odporno proti inflaciji, ker drugače inflacija uniči vrednost večine prihrankov, se pravi v papirju, po domače rečeno v denarju. Primerno varčevanje je tudi za vse, ki morda nimate večjih zneskov. Se pravi, plemenite kovine lahko investirate tako večje kot tudi manjše zneske, tako enkratno kot tudi mesečno. Se pravi, najnižji strošek je 25 €. Seveda pa morate biti pozorni, kako je pol z pribitki na ceno pri zlatu, pri srebru, posebej, če gre za manjše zneske. Če vas to zanima, se pravi, izpolnite vprašalnik, ki ga si lahko poskanirate s QR kodo in bom rekel, si vzemite čas, eno urco za, bom rekel, individualen posvet z našimi svetovalci. Praktično naložba je dobičkonosna, se plemeniti skozi leta. Seveda ne priporočamo varčevanje v plemenitih kovinah na kratki rok, se pravi na pol leta, na eno leto. Zato bom rekel, plemenite kovine niso prava naložba. Mi priporočamo naložbo v plemenite kovine za 3 leta ali več. Bom rekel,
za krajše obdobje raje dati poudarek zlatu, za daljše obdobje dati poudarek srebru. Ja, zanimivo je, da v bistvu naložba v fizične plemenite kovine ima tudi določene davčne prednosti. Ne nazadnje pri nakupu zlata z dobavo v Slovenijo ne plačate DDV-ja. Govorim za naložbeno zlato, to je zlato čistine 999,9. Za naložbeno srebro, to je čistine 999, pa je v principu, če ga kupite z dobavo v Sloveniji, potrebno plačati 22% DDV. Ampak imamo tudi rešitev za vas, kako lahko v bistvu pridete do srebra, kjer vam pa DDV-ja praktično ni potrebno plačati in dejansko imate potem enak status, kakor pri zlatu. Tudi to informacijo, če želite imeti, seveda dajte se prijaviti na dodatno individualno svetovanje. Varčevanje v zlatu in srebru je enostavno in v bistvu z njo kakšnega potem dodatnega dela nimate. Zato, ker je tako enostavno, je tudi, bom rekel, zelo primerno za učenje, se pravi, vaših otrok, kako v bistvu ta naložba funkcionira. In to lahko zelo lepo pokažete. Eno je, če jim kupite srebrnik, ali pa srebrnike, ali pa kakšne zlate palčke. Na drugi strani pa lahko pokažete, kako redno mesečno varčujete zase ali za otroke. Se pravi, kako se naložba plemeniti. Naložba je pregledna, v vsakem primeru veste, koliko imate. Se pravi, ne vem, jaz, ki sem še varčeval na banki, nikoli nisem vedel, koliko sem imel obresti 46. dan, če sem dal vezati denar. Pač pri zlatu, srebru vedno veste, kakšna je vaša odkupna vrednost, tako da v principu je zelo, zelo pregledno. In pa tudi zelo je likvidno, ker v principu vi, ko varčujete v zlatu, srebru, lahko blago kadarkoli prodate. Se pravi, tudi če se sicer priporoča, da je naložba 3 do 5 let ali več, jo lahko vi takoj, bom rekel, odprodate. Rok izplačila sredstev je 5 do 7 delovnih dni na vaš transakcijski račun, tako da praktično je to popolnoma likvidna naložba. Seveda je pa pomembno, kakšno zlato pa srebro se kupuje, da se dejansko kupuje zlato in srebro kovnic Good Delivery in pa da v principu kupujete pri prodajalcu, ki ima direktni stik z kovnicami, ki imajo Good Delivery status. Tako. In pa, skratka, ni obvezna, k ničemer vas ne zavezuje. Na trgu so določeni produkti, kjer se morate zavezati za varčevanje 10 let in šele po 10 letih lahko potem pridete do denarja, oziroma lahko seveda za precejšnjimi stroški pridete do denarja prej, ampak pri plemenitih kovinah tega ni, lahko kadarkoli, bom rekel, odprodate in pa tudi ne nazadnje lahko vplačate le takrat, ko to želite. Skratka, na vas je odgovornost, a boste disciplinirani pri varčevanju ali pač ne. Torej, da si pogledamo za konec webinarja, kaj smo se danes naučili. Skratka, spoznali smo trenutno situacijo, ugotovili smo, da so finance tabu tema, da je dobro, da se o tem pogovarjamo, da mogoče dostikrat raje izberemo potrošnjo kot varčevanje, dajmo rajši obrniti, se pravi, izberemo ta prvo varčevanje in potem potrošnjo. Smo ugotovili, da Evropska centralna banka ne bo nikoli nehala tiskati denarja. Definirali smo nekje problem, da, bom rekel, dejansko ne poznamo, kakšen bo scenarij v prihodnje, da je glede na to, da Evropska centralna banka bo še naprej printala denar, da je zelo verjetna inflacija, se pravi razvrednotenje denarja, razvrednotenje prihrankov na banki, in pa da bankrot države ni redkost, in da je posledica prekomernega zadolževanja, kar seveda ni dobro za državljane, če dejansko do njega pride. Na drugi strani smo pa tudi definirali rešitev. Se pravi, rešitev je,
prevzemanje odgovornosti. Ne bom rekel, da rečemo, saj bojo že oni poskrbeli za mene. Ne? In da v bistvu razpršeno premoženje povečuje varnost. In pa, da največja varnost in da najboljša strategija, ki se je v zgodovini izkazala, je trisektorska strategija, se pravi razpršitev med nepremičnine, banko, se pravi, in pa plemenitimi kovinami. Ravno zdaj sem danes pred tem webinarjem objavil en članek na LinkedIn profilu, kjer sem objavil, da je v bistvu Rusija, ki ima praktično 5. največje rezerve, denarne rezerve na svetu, dejansko je v 7 letih povečala delež zlata v teh rezervah iz 7% na 23%. Ne? Se pravi, praktično na 33%, kakor v bistvu ta trisektorska strategija govori. No, in pa v bistvu dobili ste informacijo, kako se lotiti rešitve problema glede na trenutno situacijo. Se pravi, predlagamo povečati delež v plemenitih kovinah, absolutno predlagamo dodatna izobraževanja. Velikokrat pravimo, če pa to vedel, bi pa že zdavnaj naredil. Ne? Moramo vedeti, da vse naše odločitve, ki smo jih sprejeli v življenju, so bile sprejete na podlagi informacij, ki smo jih imeli. In takrat je bila to dobra odločitev. Ne? Ampak ravno zaradi tega je zelo dobro pridobivati nove informacije, ker edino tako lahko odločitve izboljšamo. In bom zelo vesel, če boste za vir dodatnih informacij izbrali podjetje Elementum na področju financ, plemenitih kovin. Res se trudimo, da bi vam lahko dali kar najboljše informacije na tem področju. Mogoče ne boste imeli toliko donosa pri zlatu pa srebru, kolikor boste imeli donosa pri dodatnih informacijah, ki pravijo, investicija v znanje prinaša najvišje donose. Tako da osebno bi vas želel povabiti k svetovanju, da si pridobite dodatne informacije iz tega področja. Seveda je to za vas brezplačno in brez obveznosti, tako da vpišite se tukaj za več informacij. Lahko si tudi, tukaj v chat sem vam tale link, preposlal, tako da vabljeni na brezplačno svetovanje. Tukaj je bil še eno vprašanje vmes, bi odgovoril v chatu. Kaj se je leta 1919 dobilo za eno unčo in recimo potem 1923, se pravi odobrin oziroma nepremičnin. Zdaj, čisto eksaktno odgovor na vprašanje, kakšno so razmere je bilo, v primerjavi z ostalimi dobrinami, vam ne bom znal povedati, ne? Ampak se spomnim enega grafa, ki je ravno to obdobje primerjalo in je, kazalo kupno moč zlata, se pravi glede na, mislim, da je bila košarica dobrin. In opazilo se je, da je praktično ta linija precej ravna. Se pravi, kaj to pomenilo? To je pomenilo, da je dejansko zlato v primerjavi z ostalimi dobrinami ohranjal kupno moč. Dejansko je bila edina sprejemljivka, ki ni bila v redu, ki se je razvrednotila, je bil v principu papirnat denar. Tako da, zelo zanimive izkušnje, tudi praktično zgodovina je zelo zanimiva, če vemo, katere podatke iščemo. Torej, hvala lepa, da ste si vzeli čas za ta webinar. Verjamem, da ste dobili kakšno zanimivo informacijo. Za vas pripravljamo tudi dodatne, mogoče bolj ožje pol usmerjene webinarje na temo varčevanja za otroke. Skratka, naš cilj je zgraditi našim otrokom varno prihodnost in naš del, kjer smo mi specialisti, smo na področju varčevanja v plemenitih kovinah. Upam, da vam je bilo to všeč, kar ste danes slišali. Želim vam naprej še lep večer. Posnetek
se lahko dodatno pogledate. Vam bo poslan na link na vaš e-mail jutri. Vesel bom tudi, če ga naprej pošerate. Tako da to je bilo vse z mojega vidika, oziroma z moje strani. Lep večer vam želim še naprej.